Živjo, sem Jana Pristovšek in spet smo skupaj. Danes bom govorila o narcizmu od A do Ž. Na mal drugačen, mal poseben način in priporočam vam, da ko imate stik z osebo, ki ima veliko lastnosti narcizma, ga ne označite za narcisa, ampak mu poveste, tole, kar ti delaš, zdaj, kar ti govoriš, je lastnost narcizma. Na ta način se boste morda obvarovali direktnega njegovega napada. Ker z narcisi je treba delati v rokavicah, previdno in predvsem morate poskrbeti zase. Atipičnost. Kaj pomeni atipičnost pri narcizmu? To, da je on nekaj posebnega. On sebe ne vidi tako, kot ga vidijo drugi. On sebe ne doživlja tako, kot drugi doživljamo sebe. Zakaj? Zaradi tega, ker mi se sprašujemo, ali sem naredil dovolj dobro, ali bi bil lahko boljši. Narcis ne naredi nič od tega. Narcisova samopodoba, prepričanje vase je, da je najboljši, najbolj sposoben, najlepši, najpametnejši, vsi ostali so pa ovce, nerazsvetljeni, neumni in pa tam so zato, da njemu ugodijo. Bravo, efekti. Narcis potrebuje hvalo, pohvalo, občudovanje in zaradi tega je tako šarmanten, tako všečen, če hoče biti. Zaradi tega ima velik krog prijateljev, v narekovajih seveda, zaradi tega je obdan z ljudmi, ki ga občudujejo, in narcis se tudi obnaša tako, da ga občudujejo. Ima prirojen instinkt, kaj povedati, kdaj povedati, kako povedati, da ljudje dobesedno rečejo, wow, tole pa je moški, ali wow, kakšna ženska, lepa, pametna, preudarna. Le kdo je ne bi imel doma? Ali le katera ga ne bi imela doma? C kot cinizem je za narcisa nekaj, je za narcisa inštrument, kjer poniža druge, na način, da je on boljši in drugi slabši. Čustva drugih, se pravi izkazovanje ranljivosti, ko povemo, jaz se počutim zdajle tako in tako in tako. Čutim, da nisem dovolj dober, čutim, da nisem slišan, čutim, da nisem viden, čutim, da se me ne upošteva. To je za narcisa znak šibkosti. In tukaj bo on, dobesedno na pladnju, mu mi prinesemo to, kar naj on uporabi. Da je z nami podcenjujoč, zaničljiv, posmehljiv. Zato je treba biti previden, komu se odpremo, predvsem pa, da znamo mi potem sami sebe potolažiti, ko doživimo nekaj takega. Č kot čustvena preračunljivost. Narcis čustev ne doživlja globoko, jih ne zaznava, vendar se v njegovi notranjosti zelo veliko dogaja. Več, ko se dogaja, bolj intenziven je njegov napad na druge, ali bolj intenzivna je njegova manipulacija. Vendar tukaj moramo vedeti, da je kljub tej intenzivnosti precej stvari preračunanih. On svoja čustva uporablja za to, da pride do nekega cilja. Pa ne gre to za nek uspeh, ne gre za finance
Ali ne gre preprosto za to, da doživi v sebi triumf, ko nekoga poniža in sebe povzdigne? In to se dogaja med 4 stenami. Popolnoma vse, kar mu pride prav, bo izkoristil proti vam. In to je ta preračunljivost, kjer v nas dobesedno ustavi možgane. Kako je mogoče, da lahko neka oseba naredi nekaj takega, kako ne vidi, kako ne čuti, kako je lahko v vsej žalosti, grozoti, ki smo ji prisotni, dodal še to ogromno piko na i. Smo pri črki D, gremo danes počasi, ampak bomo že prišli do Ž. Črka D, dominacija. Če kdo, potem narcis obožuje moč. In moč mu daje položaj, moč mu daje denar in moč mu daje sama fizična podoba, se pravi, ko je močnejši. On se hoče izkazati in je prepričan vase, da je nad vsemi. In kakor hitro čuti, da ga nekdo ogroža, ga bo napadel. Lahko ga napade direktno, z obtoževanjem, z manipulacijo, z obtoževanjem, lahko ga napade s pasivno agresijo. Lahko mu podtakne karkoli. Zelo veliko bo govoril o tem človeku na ciničen, posmehljiv, poniževalen način. In ljudje, ki so prisotni, se redko upajo upreti narcisu in ali so tiho, ali mu pritrdijo. In to je tisto, zaradi česar toksične osebe vedno znova zmagajo, ker so tako neskončno prepričljive, nesramne, dominantne, močne in grejo kot tank gredo čez vse. Eksploatacija. To je beseda, kjer prikaže, da narcis ljudi izrablja. Zanj ljudje niso osebe, ki bi jim prisluhnil. Zanj ljudje niso osebe, ki bi mu bile pomembne. Ja, on lahko reče, ljubim te. On vas bo on vas bo obsipaval s neskončno količino ljubezni. Vendar ne zato, ker bi vas imel tako grozno rad, ker bi vas imel tako ljubeče rad, ampak zaradi tega, ker to v njegovem svetu pomeni, da mu bo to prišlo nekaj prav. Ali bo to potrditev njegovega ega, njegove samopodobe, ali se bo hotel pokazati z vami v javnosti, ali mu boste koristili na kakršenkoli drugi način. In ko mu ne boste več koristili, takrat vas bo zavrgel. Takrat, ko narcisu neka oseba ne koristi več, takrat jo zavrže. Brez čustev, brez milosti, brez razlage, grobo, nesramno, brezobzirno in predvsem za vas zelo boleče. Fantazije. Kaj mislite, kaj narcis misli o sebi? Da je najboljši, najprijaznejši, najbolj vljuden, najbolj sposoben, pa naj gre to kot človek, kot voditelj, kot zaposlen, kot ljubimec, kot oče, kot mož. In ta fantazijski svet, v katerem je on, mu preprečuje, da bi videl situacijo takšno, kot je.
In to je stvar v njegovi podzavesti, v njegovem nezavednem. In ne boste ga prepričali. Vi mu lahko dokazujete, vendar, ko mu dokazujete nasprotno od njegovih fantazij, to pomeni zanj napad. Vi ga napadate. In kaj bo naredil? Brezobzirno in brez najmanjše empatije vas bo napadel nazaj. Grandioznost, črka G. Pri narcisu mora biti vse, kar se tiče njega, okolice, naj. On je že itak naj, on je že itak najlepši, najpametnejši, najuspešnejši. In točno taki morajo biti njegovi otroci, njegova žena, njegova hiša, njegova služba, njegov avto, njegova oblačila. Niso vsi narcisi finančno močni, ampak vse, kar si bo kupil, bo najboljše, ne glede na to, da bo ogrozil finančni položaj družine. Hvaležnost. Hvaležnost in narcis, kaj se vam zdi, kako gre to skupaj? To ne gre skupaj. On se vam ne bo zahvalil za nič, karkoli naredite zanj. Zato, ker njemu to pripada. To njemu pripada po naravi. To njemu pripada. To je njegovo. To ste mogli narediti. To morate narediti. To je kot kisik v zraku. In zaradi tega narcis ne bo rekel, hvala. Narcis ne bo presenečen, ker ste mu nekaj prijetnega pripravili. Ne, zato ker to njemu pripada. On bo celo rekel, a samo to je. A se ne bi malo bolj lahko potrudil ali pa potrudila. Na ta način narcis deluje. In iskanje pozornosti. Kisik za narcisa je pozornost, je občudovanje, je to, da se ves čas nekaj dogaja okrog njega, da so ljudje navdušeni nad njim in zato je pripravljen biti in šarmanten, in prijazen, in ljubezniv in zato je najboljši. On hoče biti v centru pozornosti in zato bo naredil vse. In če hoče biti v centru pozornosti, mora biti v redu. Mora biti v redu in zato so narcisi, ljudje z narcističnimi vsebinami, tako priljubljeni. Zato naredijo tak dober prvi vtis. Zato smo vsi po vrsti z mano vred nad tako osebo navdušeni. Wow, pa poglej to žensko, koliko je sposobna. Poglej, koliko je pametna. Poglej, koliko je zanimiva, lepa, simpatična. Wow, zakaj jaz nisem taka? Zakaj jaz nisem taka? Zakaj sem jaz slabša? Zakaj imam dvome? Zakaj nisem lepša? To počne narcis v nas. Svojo narejeno, zaigrano perfektnostjo v nas vzbudi dvom vase in zato mu toliko bolj verjamemo in smo toliko bolj hvaležni in smo toliko bolj veseli, ko nam pokloni svojo pozornost. Iz I-ja do J-ja, J je jeza. Verjemite vi meni, da si narcisove jeze ne želite doživeti. Ker tukaj ni meje. To je bes, to ni jeza. In takoj, ko narcis začuti, da je ogrožen, ne fizično, da je ogrožena
njegova pozornost, ogrožena njegova samopodoba, da ni več na prvem mestu, takrat bo izbruhnil z nekontrolirano jezo. Tudi kritika je zanj direkten napad, ker kritika pomeni, da nekaj ni v redu. In kritika ne pomeni vedno, da človeku hočemo slabo, ampak že vsako nestrinjanje, tukaj pa mogoče nisi naredil ali pa tukaj pa mogoče nisi naredila najboljše, zanj pomeni konec sveta. In tega se on ne gre. Ali pa tega se ona ne gre, čisto vseeno, ni razlike med moškimi in ženskami. In takrat bo napadel nazaj, z vso jezo, z vsemi svojimi obrambnimi mehanizmi, ki so za drugo osebo zelo škodljivi. Laži. Za narcisa laži ne obstajajo. Laži so pač prikrojevanje resnice. On bo pač povedal tisto, kar se njemu zdi prav, kar njemu koristi, kar je zanj smiselno. In če druga oseba reče temu laž, potem je druga oseba čudna, krivična, nerazumna, neumna, zato ker ne gre za laž, gre za drug pogled. Gre za to, da ga druga oseba ne razume dobro. In predvsem zato, ker druga oseba hoče povedati neresnico. In tukaj se najdete potem v začaranem krogu. Kdo ima prav? In ko mu začnete dokazovati, ste v njegovi zanki. Ko mu začnete dokazovati, pomeni, da ste pozabili nase. Zato, ker ni pomembno to, kaj drugi ljudje mislijo o vas. Pomembno je to, kaj vi mislite o sebi. In če vi veste, da imate prav, in ko 3-krat poveste drugi osebi, potem odnehajte. In če greste četrtič v isto razlago, ste v njegovi zanki. Manipulacija in narcis, to gre z roko v roki. Kako narcis manipulira? Povedal vam bo, da je razočaran nad vami. Povedal vam bo, jaz pa kaj takega od tebe nisem nikoli pričakoval. Zanimivo, kako ti reagiraš. A ti res tako razmišljaš? A bi ti kdaj vprašal druge ljudi, kaj si mislijo o tebi, o tem, kako ti razmišljaš? In če hočeš, da jaz naredim nekaj zate, moraš tudi ti nekaj narediti, saj se samo jaz trudim. Jaz se trudim za odnos, jaz se trudim v službi, jaz se trudim za to, da bo naša ekipa v službi naredila ta projekt. In vi na drugi strani ostanete z odprtimi usti in ne veste, kaj se vam je zgodilo. Ker nič od tega ni res, ampak vam ne bo nihče verjel, zato ker vi najprej podvomite vase. In ko mi podvomimo vase in podvomi vsaka oseba, ki nima izraženih narcističnih vsebin, zato ker je to del, kjer mi lahko osebnostno zorimo in zrastemo, takrat smo izgubili, zato ker narcisovo prepričanje je toliko močnejše in bo prepričal vse okoli sebe.
Zakaj so narcisi takšni, kot so? Zakaj imajo te narcistične vsebine ljudje? Zato, ker temu rečemo narcistična rana. In v bistvu je on zelo globoko v sebi. Ranjen, boji se biti ne dovolj dober, boji se tistega, boji se, da ga bojo ljudje zapustili. On sam sebi ni dovolj, ampak odrasel je in za to mora poskrbeti sam. In ne morete ga rešiti, zato ker on ima take močne obrambne mehanizme, da ne boste prišli do teh njegovih ran, ne boste prišli do te globine, zato ker je on v svojem odraščanju uspel nadgraditi toliko mehanizmov, ki zanj delujejo, da ne bo šel v bolečino, čeprav jo na nek način ves čas doživlja, globoko v sebi, ampak čuti je pa ne. Vi morate vedeti, da narcis ne čuti čustvene bolečine. Narcis čuti neko vznemirjenje, neko nejevoljo, ne čuti pa bolečine. In zato ne morete rešiti narcisa, ne glede na to, koliko ga imate radi. Ne glede na to, koliko se vam smili, ne glede na to, koliko ste vi poklicani, da boste reševali druge ljudi. In zdaj smo pri črki O, še malo pa bomo končali. Odvisnost od drugih ljudi. Tako kot sem že prej omenila, on mora biti obdan z ljudmi, on mora biti obdan z občudovalci, on mora biti obdan z množico, ki je nad njim vzhičena. In za to vzhičenost on zelo dobro poskrbi. Pomanjkanje empatije, on ne bo razumel druge osebe. Niti ni v njegovem interesu, ker ga ne zanimajo. Drugi ljudje so sredstvo. Točno tako, kot je štedilnik sredstvo, da vi skuhate kosilo, točno tako je za narcista ali pa njega ali njo. Neka oseba samo sredstvo, da bo nekaj dobila, pa ne gre za materialne zadeve. Gre za občudovanje, gre za to, da je obdana z ljudmi, gre za to, da se lahko nad nekom znese. Gre za to, da nekomu lahko izpove ljubezen, zato ker takrat čuti in ima željo izpovedati, ker on najbolj ljubi, on je najbolj pameten. Ali pa ona, se čisto vseeno, za to gre. In vaša čustva bo on samo izkoristil. On ne bo empatičen z vami. Pri narcisu ne morete biti ranljivi, zato ker bo vse to obrnil proti vam. Razmerja z narcisom, črka R, božansko vam povem, božansko, kaj tacka. Dokler ne doživite, ne morete vedeti. Šarmanten, čudovit, pozoren. Tako, kot sem že v preteklosti povedala, on vas ne bo peljal na kavo v bife k Micki. On vas bo peljal v Portorož, on vas bo peljal na Bled, on vas bo peljal v Benetke ali pa v Milano. On vas bo peljal nekam, kjer je nekaj posebnega in kamor vas ne bo odpeljal en navaden kranjski Janez. On vas bo klical, on vam bo pisal neverjetna sporočila. On se vam bo smejal, on bo simpatičen, znal vas bo lih prav zbost. On zna koketirati, zna plesati, zna pričarati vzdušje iz najboljših, najkvalitetnejših romantičnih filmov.
Ne iz tistih pogrošnih, ker je vse enako. Iz tistih res, wow. In potem nekega dne vse to zgine. Zgine, ni več. Nima časa, niste več njegova princeska ali kraljica, ni več tako lepo, nima več časa za vas, ne čakate na sporočila in potem se sesujete, zato ker ne morete drugače. Toliko, recimo temu, pozitivnih čustev, ki jih zbudi v vas neka oseba z narcistično vsebino. To je eksplozija, to je doza, to je mamilo, to ni vsakdanje življenje, to ni krompir, meso in solata. To je najboljša francoska kuhinja, kar si jo lahko zamislite. To je, kako oni rečejo, fuzija občutkov. In potem pridete na eno navadno mineštro. Seveda, kaj boste naredili? Vse, samo da pridete nazaj do tega, kar ste imeli. Zato, ker če vam je enkrat dal, vam da lahko tudi drugič. Ampak vam ne bo dal. Zakaj ne? Zaradi tega, ker trenutno niste v njegovem fokusu. In potem se boste odločili, da imate tega dovolj in da boste šli in potem se bo nekaj v njem zgodilo ali pa ne. In potem bo ponovitev vsega. In temu se reče ljubezenski napad, love bombing. In nimamo pravega izraza v slovenščini, ampak spet boste v centru njegove pozornosti, spet boste tisti, ki, če bi vas vprašal, se nočete zbuditi v realnost. Zakaj? Zato, ker je to nerealno stanje, ker to v resnici 24/7/365 ne deluje. Ali ste narcisu 1000% pomembni, ali ste mu -1000% pomembni, taka razlika je to. Pa vemo, da več kot, da pri 100% je absolutna večina. Njegova samopodoba, črka S, njegova samopodoba je v njegovi glavi kot najbolj napihnjen balon. V njegovi notranjosti je skoraj ni, je slaba, je prazna, ni dobra. In zaradi tega on ves čas ščiti sebe, da ne občuti, da ne zazna te resnične njegove slabe samopodobe. Njegovo prepričanje, kako je on dober, še ne pomeni, da on to v resnici globoko v sebi čuti. In to je tisto, kar sem jaz pisala v knjigi Ko ljubezen boli ali toksična oseba in jaz. In to je tisto, kar jaz pišem o opolnomočenju. Opolnomočenje je to, da mi čutimo globoko v sebi našo realno vrednost. In ko mi čutimo vrednost, čutimo moč. In ko mi čutimo vrednost in moč, znamo postaviti meje. In znamo potolažiti sami sebe. Znamo zunanje neprijetne, boleče dražljaje, sporočila predelati. Ampak zdaj sem zašla, tako kot zmeraj nekam zaidem in grem nazaj. Narcis, on ali ona, oziroma oseba z narcistično vsebino, ima zelo slabo samopodobo, ampak se ne bo ukvarjala z njo.
ne bo nič naredila. In pridemo do črke Š, njegovih šibkosti, ki sovpadajo z njegovo samopodobo in on ne more biti šibek. In če mu poveste, to in to delaš narobe, tukaj in tukaj nisi dober, to in ali dobra, se bo branil. Branil se bo na čisto vse možne načine, samo zato, da ne boste prišli do njegovih ran. Zna se zgoditi, da bo odšel. Vas bo ignoriral, vas bo odrezal in vi boste rekli, kaj sem naredila narobe? Zakaj sem bila taka do tebe, do njega? Zakaj nisem bila bolj sočutna, zakaj nisem bila bolj razumevajoča? In potem smo pri T, in kar pomeni terapija. Ali bo narcis šel na psihoterapijo? A veste, ne. In če bo že šel pod neko prisilo, če mu bo že tekla voda v grlo, se bo branil na vse načine ali bo zaigral žrtev. In takrat se bo terapevt ukvarjal z njim ali z njo, čisto vseeno. In potem se bo v prvi, v drugi, v tretji, v 10. terapiji še vedno se bojo ukvarjali z njo. Lejte, gospod, morate jo malo razumeti. Lejte, gospa, morate mu malo prisluhniti. Lejte, gospa, ne smete biti tako zahtevni. Morate razumeti, da se trudi in se bo trudil. Pol leta pa vmes bojo vsi vzponi in padci in laganje in manipulacije in jeza, ampak on se vseeno trudi. Na kakšen način se trudi? Trudi se, zdaj pa vi dokažite, da se ne trudi. In zato terapija ne deluje pri njem. Nažalost. Učinki na druge. Kako on učinkuje na druge ljudi? V reali, potem ko zavrže ljudi, ko mu ne koristijo več. Izčrpanost je prva stvar. Zakaj je izčrpanost? Zaradi tega, ker je cela naša miselnost usmerjena samo v to, kako mu pokazati, kako mu dokazati, kako mu dopovedati. Usmerjena je v to, ali je imel prav. Kaj pa, če sem jaz res taka? Kaj pa, če? Zato, ker v vas spušča dvom. Zato, ker ni več prijetne ure. Zato, ker se bojite, kaj bo, ko pride domov. Ker se bojite, kaj bo v službi. Ker se bojite vsakega maila, ker se bojite sporočila. Začnete se bati njegovih besed. Začnete opazovati, kakšne volje je. Samo nemo ga opazujete in si razlagate pri sebi. 100% ste fokusirani samo nanj. In s tem pozabljate nase. In s tem izgubljate energijo. Izgubljate življenjsko energijo. Bolj ste izčrpani, kakor če bi vsak dan šli preteči 3 maratone, ne enega. A ste probali iti kdaj teči? No, pejte enkrat teči. In ko ne morete več, pejte še enkrat isto. In ko ne morete več, pejte še enkrat isto in potem boste videli, koliko ste izčrpani. In tako in še bolj izčrpa druženje, življenje z narcisom. Zdaj smo pri točki V. Vzroki. Vzroki za narcizem izhajajo iz zgodnjega otroštva. Starši so in smo takšni, kot smo. Boljši, slabši. Izhajamo iz svojih notranjih vsebin. Nekateri nemogoči, zelo uničujoči. In v nekem
trenutku se vzpostavijo neki obrambni mehanizmi v zelo, zelo zgodnjem otroštvu. In ti mehanizmi so tako močni in predvsem so tako globoki, da v odrasli dobi skoraj ne moremo priti do njih. Ravno zaradi njegovih oziroma zaradi teh narcističnih obrambnih mehanizmov. Kot zanka zmede. To, kar sem prej odgovorila. Nekaj časa je očarljiv, prijazen, prikupen in potem bo zategnil, zginil, utihnil. Se bo jezil, bo nesramen. In potem se začnemo ukvarjati z njim. In potem so boljša obdobja in so slabša obdobja. In ljudje dvomimo vase. In predvsem študiramo vsak stavek njegov. Pa daj potrudi se malo, poglej, kako se jaz trudim. Vam bo lahko rekla ona, žena, prijateljica, sodelavka, nadrejena. Zakaj si taka? Ne vem, če bi bila jaz taka, bi mene verjetno obsojali, ne? In mi se vprašali, kakšna pa sem? Saj nisem nič takega rekla, saj nisem nič takega mislila. Kaj sem rekla? In kadarkoli se mu bo ali se ji bo zdelo, bo ustvarila problem iz nič. In ta problem ste vi. In vi se zmedete v občutkih, v mislih, zmede se vaš zemljevid življenja. In po parih mesecih, po parih letih ne veste več, kdo ste. Ne veste, kaj je res. Ne veste, koliko ste krivi, zato ker ste krivi za vse. In tako vas ima lepo pod kontrolo. In vi se dokazujete. Dokazujete se, da ste boljši, da niste tako krivi. In zato je rešitev to, da se nehate usmerjati nanj ali nanjo, ampak da se usmerite vase in poskrbite zase. In zdaj smo pri zadnji črki Ž kot žrtev. Veste, kdo je največja žrtev v celotnem življenju, obstoju človeštva? Narcis, on. Njemu se zgodi največ krivic, njega najmanj razumejo, on je najbolj ranjen, on je največ naredil, najbolj se je potrudil in nihče ga ne razume, ne podpre, za vse ostaja sam. On se najbolj žrtvuje za druge in najmanj dobi od drugih. In na ta način se na koncu vprašate, kaj je res in kaj ni res. In ko se vprašate, kaj je res in kaj ni res, morate imeti precej dober zemljevid življenja, da boste dobili odgovor. Ne, z mano ni toliko narobe, kakor je narobe z njim. In pri narcisu ne morete zmagati, ne iščite zmage. Pri narcisu izbirajte bitke. Pri osebah z narcističnimi vsebinami je za vas zmaga to, da ste še približno normalni in da še približno dobro funkcionirate. Ker stik z narcizmom, stik z narcisom, njim ali njo, vodi v izgorelost, vodi v uničenje samopodobe, vodi v tesnobo in vodi v to, da izgubljate svojo notranjo moč, zaupanje vase in da praktično postanete odvisni od nekoga drugega.
Tale video je precej dolg. Ne vem, če boste prišli, ne vem, če ste prišli do konca. Ampak namenjen je temu, da vam ni treba prevzemati odgovornost za odraslo, polnoletno, opravilno sposobno osebo. Da vam ni treba biti popoln ali popolna, da se lahko kdaj zmotite in zato ne boste obsojeni. Da imate prav, če čutite, da imate prav, potem pri tem vztrajajte in poskrbite zase. Nehajte se ukvarjati z njim ali z njo. Poskrbite zase, za svojo notranjost, za svoje rane, za svoje življenje, za svoje otroke. Imejte se radi, kmalu se spet vidimo, slišimo. Če vam je ta video všeč, ga prosim delite. In pa ne pozabite na moje knjige Ko ljubezen boli ali Toksična oseba in jaz, Čarobni odnos in 8 moških, zakaj pa ne. Kmalu se spet vidimo, slišimo. Čau, čau.